Sem Viktorija Rozman, ukvarjam se z zapuščenimi zgradbami, drugače sem Ljubljančanka. Rada imam Ljubljano, spremljam jo, oziroma zbijam stare razglednice, oziroma videe. Drugače se ukvarjam s fotografijo. Kakor sem omenila, zapuščene zgradbe so moja ljubezen. Največ fotografiram zapuščene zgradbe. Pač pa rada raziskujem, spoznavam življenje, ljudi, v bistvu drugačnost. Jaz v bistvu pravega pomena družine, kaj je družina sploh ne bi mogla povedati. V naši družini največ vplivu, kako bi rekla, vsi so v bistvu vplivali kot neka celota, vsi skupaj, ne, ampak največ je pa vplival moj oče, s katerim sem ostala. Po ločitvi svojih staršev sem ostala z očetom in on je pa v bistvu, kako bi rekla, znanstvenik, raziskovalec, dela senzorje in plate za ljudi in nam je pustil največji pečat z svojim karakterom, svojim odnosom, svojimi dejanji, kako on gleda na določene stvari. Tako da v bistvu mogoče me delno inspiriral za to, kar danes počnem. Tudi bi se lahko rekla, da me je naučil marsikatero stvar. V bistvu doma nisem dobila dovolj pozornosti, kakor bi jo kot otrok rabila, da bi se nekdo ukvarjal z mano, pisal domače naloge, mi pomagal, me razumel. Sem v bistvu začela zahajati ven, na ulico, diskoteka, med ljudi s 12-13 leti. Takrat sem tudi mogoče malo začela zanemarjati samo sebe, ker sem pa tudi v bistvu se počasi spoznavala z brezdomstvom in z drogo. Tako da v bistvu svoje prijatelje štejem kot svojo družino zaradi tega, ker moja družina takrat ni bila zraven mene, ker bi jo jaz najbolj rabila. Ampak so bili prijatelji, oni so me poslušali in sem zaupala. Zanimiv kraj, zanimiva arhitektura zgradb, zanimive zgodbe, zanimivo dogajanje. Dosti nekih takih skritih kotičkov stvari, ki se jih recimo v svojem raziskovanju dostikrat kaj novega spoznam. Vedno, ko brskam po internetu, ko zbiram stare razglednice, zemljevide, slike, vedno naletim na nekaj novega, kar nikoli nisem videla. V bistvu me kraj, v katerem živim, zanima z zgodovinskega vidika, predvsem tudi, kako se lahko dotaknem arhitektura zgradb, bolj mi je všeč tisto 19. 18. stoletje, 21. stoletje arhitektura, pa to mi ni preveč všeč. Zanima me tudi urbanizacija mesta, kako se je čez čas spreminjala, glede na zemljevide, ki sem jih našla o Ljubljani. Sem malo poljubila tudi to, da sem v bistvu pogledala, kakšno je mesto danes in kakšno je bilo mesto nekoč. Tako da v bistvu Ljubljana, mesto, kjer živim, ga rada spremljam, no. Glede na to, da raziskujem zapuščene zgradbe, v tehle dostikrat najdem marsikaj zanimivega. Od raznih listin, osebnih dnevnikov, ko so jih pisali ljudje v tistem času, do pisem iz koncentracijskih taborišč, do raznih fotografij, razglednic in raznih drugih predmetov. Pri tem delu me je dosti fasciniralo in navdušilo to, da sem nekoč v neki zgradbi odkrila skrinjo. In v tej skrinji so bili v bistvu stvari človeka, ki je živel pred 1900, pač v 19. stoletju in še kasneje v 20. stoletju. Svoje stvari tudi z datumom, tudi z uro, ki jih pač človek kar tako ne bi jih slišal in ta človek v bistvu pustil name velik vtis tudi zaradi tega, ker je zbral vse te stvari. Sem kot nek posameznik, ki bi rada
ljudem ali pa določenim ljudem dala pokazala neko luč, kaj dejansko lahko naredijo v svojem življenju. Če se dobro zamislimo na tem, pa če malo več časa posvetimo sami sebi, pa se poglobimo, kaj pa jaz lahko naredim za to, da bo meni danes lepši. Kaj pa jaz lahko naredim za to, da bo svet okoli mene lepši. Kaj jaz lahko naredim, da, ne vem, da bo kraj, v katerem živim, lepši, bolj pozitiven. Najprej se moramo vprašati po samih sebi. In jaz bi to rada v bistvu ljudem predstavila skozi svoje delo, da je življenje v bistvu lahko lepo. Jaz hočem nekaj dati ljudem. Jaz hočem skozi svoje delo, zapuščene zgradbe, skozi vse to, kar najdem, odkrijem, premlet v glavi in dati ljudem, ki to potrebujejo. Ne ljudem, ki, kako bi rekla, ne ljudem, ki imajo nekaj, ampak ljudem, ki to rabijo.